Lepo pozdravljeni v podcastu Zadnji meter. Danes je z menoj Manca Korelc, podjetnica, ljubiteljica narave, strokovnjakinja za LinkedIn. Kaj več boš pa sama povedala? Živjo, Darko tukaj. Vem, kako je živeti z omejitvami in vem tudi, da finančna svoboda ni privilegij, je pravica. Ko sem bil profesionalni športnik, sem se naučil eno stvar. Dober načrt je vse in enako velja za tvoj denar. Varčevanje v plemenitih kovinah ni samo za bogate. Že s 25 evri mesečno lahko začneš graditi svojo finančno varnost. Ne čakaj na popoln trenutek. Tvoja prihodnost je tvoja odločitev. Več o ponudbi preveri na povezavi spodaj. Za začetek, kako si v bistvu prišla do tega, da boš podjetnica? Kako si do te poti prišla? Zanimivo vprašanje. Ravno ta teden sem pisala eno krajšo zgodbo o tej zgodbi in moja prva misel je bila, jaz sem kar šla. Tako da biti podjetnica nikoli ni bilo na mojem radarju, nikoli nisem si tega želela v resnici, ampak po več delovnih mestih v spletnih agencijah in v ta zadnji, ki sem bila, smo nas ene 10 naenkrat dobili odpoved. In sem kar dobila idejo, ja nič, v tem trenutku nimam druge opcije, grem na svoje, ampak sem šla po enem letu nazaj v službo za 2 leti in bilo je leto 2017, ko se je v moji karieri vse zgodilo. Junija sem dala odpoved, oktobra jo v drugi firmi dobila in potem sem šla spet na svoje, ker nisem v resnici našla organizacije ali podjetja, kjer bi začutila, da lahko razvijam sebe v resnici. In je bila to edina opcija. Ampak ja, nisem šla zaradi tega, ker želim biti podjetnica, ampak ker je bilo to neko okolje, kjer sem lahko jaz. Evo, tako. Podjetnica po sili razmer. Ja, nekako. Ampak naj se to ne sliši slabo. Ampak ja, kot pravim, je bilo to zelo neka naravna pot, kakor zelo veliko mojih odločitev v karieri je bilo nekako iz sebe. Zdaj začutim. Pa vedno mi je bilo zelo naporno biti brez službe in biti v iskanju službe. Tako da nisem marala teh tranzicij vmes in teh razgovorov. Kaj pa je bilo naporen? Vedno mi je bilo ful težko iti na razgovor, vedno sem se ful bala, ne vem zakaj. In tisti občutek, da si brez in da nisi nikjer, da nimaš neke pozicije, to mi je bilo res neprijetno, no. Tako da sem šla potem, morda tudi iz tega naslova, nisem še o tem razmišljala do zdaj, ker je to neka, biti podjetnica, neko stanje, ki si lahko ves čas, a ne, nisi zdaj ali boš ali ne boš, ali te bodo odpustili, ali boš spet v poziciji, ko boš iskal službo, tako da je to neka do neke mere varna izbira, ampak do neke mere. Ti si delala, si rekla, v spletnih agencijah. In kaj je bila pa tvoja prva samostojna pot, česa si se lotila? Lotila sem se leta 2014 biti digital marketing specialist. In jaz sem pred tem par let delala delavnice za podjetja, tako da mi je, pa še danes to delam, samo v drugem kontekstu, in mi je bilo to res zelo naravno. Ampak takrat sem delala digitalni marketing malo v širše, kar danes je čisto preveč. Digitalni marketing je postal izjemno zahteven v tem obdobju do danes. Ampak ja, sem delala delavnice za podjetja, za načrtovanje spletnih strani, za email marketing, oglaševanje, ampak zelo na taki morda plitki ravni. To je trajalo samo 1 leto, potem je prišlo poletje in sem se ustrašila, ker poleti ni projektov in je bilo malo prehitro. Pol sem šla pa ja po 2 letih, ker sem v tem času sem pa ves čas bila aktivna na LinkedInu, zaradi tega sem se LinkedIna v resnici sploh lotila, ne, ker sem šla na svoje, zdaj moram pa neko prepoznavnost zgraditi, če ne bom dobila nobenih strank, a ne, tako da je bila to moja nekako naravna izbira, B2B platforma LinkedIn, tako da potem, ko sem šla 2017 drugič na svoje, sem pa prepoznala, da sem LinkedIn znala uporabiti za sebe, da to trg potrebuje, takrat tudi bila sem tudi edina na trgu, tako da se je nekako vse seštelo v zelo smotrno izbiro storitev za leto 2017. LinkedIn si rekla, ta osebna blagovna znamka, res si tle gor močna. Kaj v bistvu najbolj priporočaš recimo mladim?
ki se v bistvu šele začnejo pojavljati? Ja, jaz bom najprej začela majčkeno par korakov nazaj. LinkedIn spremljam že res veliko let, od leta 2014 konkretneje. In v tem času se je večkrat zamenjal algoritem, večkrat so se zamenjali trendi, ampak moja osnova je v resnici vedno ista. Torej, postavila sem se v pozicijo nekoga, ki objavlja vsebine, ki so koristne za druge. Tukaj so potem nianse. Lansko leto recimo se je izrazito spremenil celoten sistem, kako LinkedIn deluje, ampak v resnici je moja podlaga še vedno ista. Torej, objavljam vsebine, ki so koristne za svoje stranke. Tako da za mlade, ki morda še nimajo toliko izkušenj kot mi, kaj lahko oni v resnici delajo na LinkedInu, a ne? Prvič, nujno se mrežiti. Večkrat sem že predavala mlajšim in so res izrazito aktivni tisti, ki me povabijo v tistem krogu. Tako da eno je to, da LinkedIn tudi v ta namen uporabljaš, po drugi strani pa, da uporabljaš to platformo, da lahko deliš svojo pot. To je vedno zelo zanimivo, četudi je ta pot na začetku, a ne? Ampak lahko objavljate tudi o tem, kako je v resnici težko biti morda študent dandanes, ali pa kako je težko biti v startupu, ali pa kako izbirati svojo kariero, ker je toliko različnih priložnosti. Tako da, ampak vedno bo veljalo izhajati iz tega, kaj lahko jaz v resnici objavljam, da bo koristno za druge, in poskušati skozi to najti neko svojo nišo, neko špuro po domače, a ne. Da nismo vse povsod, a ne, da nismo v mojem primeru in LinkedIn in morda še malo leadership, nimam nobenega znanja na tem področju, in še malo Instagram, pa še malo dajmo TikToka se lotiti, a ne, ampak da res, pa tudi znotraj LinkedIna se poskušam, a ne, za B2B, za večje podjetja, zelo redko delam 1 na 1. Torej, da poskušamo res najti, kaj je tisto, kar nam paše, v čemer smo mi dobri ali pa želimo postati dobri, če smo mlajši. Tako da res nekako najti, kamor pašemo, no. Morda je to za mlade veliko težje dandanes, kakor je bilo za nas, a ne. Ampak toliko več morajo imeti samo refleksije, da znajo najti svojo pot. Tako je. In pol po LinkedInu te je pot vodila na jezera? Ni me po LinkedInu, to je nekako kar sinhronizirano. To se je vse zgodilo leta 2017, tistega leta 21. marca sem uradno lansirala projekt, kar pomeni, da sem objavila spletno stran mojezera.si. Ja, to je, če govorijo o jezerih, se vedno, mislim, da se kar tako postavim v neko čisto drugo energijo, ker so jezera moje poslanstvo morda, ne. LinkedIn je moje poslovno poslanstvo, to je pa morda še en korak višje. Ideja je preprosta, torej obiskujem vsa jezera Slovenije, to dokumentiram na spletni strani, vsako jezero na kratko opišem, dodam slike in pa točno koordinato, kje to lahko najdemo na zemljevidu. Ampak to je letos bo 9 let, kar to ustvarjam, to je preraslo iz tega, da obiskujem jezero in dokumentiram, do tega, da zelo izrazito raziskujem sebe skozi prizmo jezer. Naj omenim na kratko eno zgodbo, ki se je zgodila tisto leto tudi, 2017 decembra, pri enem jezeru. Vsakokrat, ko grem, zdaj sem bila 6-krat v 9 letih, vsakokrat mi tečejo solze, jokam in ne razumem, zakaj. In to je ena stvar, en tak dogodek, ki te resnično spremeni. Takrat, ko se je to zgodilo, sem si zapomnila, ampak nisem bila v stanju o tem globlje razmišljati, no, zdaj sem zadnje 3 leta. In to je ena res, predstavljam si, da sem v resnici poslana na ta svet zaradi jezer, v resnici, a ne, da jih raziskujem. Raje raziskujem tistih, ki jih nihče ne pozna, raje imam tista, kjer nikogar ni zraven, tako da res padem v neko čisto drugo stanje v resnici, ko sem tam, no. Tako da ja, pišem tudi knjige o jezerih, zdaj tudi o slapovih ustvarjam, tako da držim pesti, da bo drugo leto izdana. Tako da mi je voda v resnici tako kot neki kompas v življenju. Veliko si omenila poslanstvo, eno je poslovno, ne, eno so jezer, si rekla za višje poslanstvo, da si na tem svetu. Mladi, a ne, danes zelo iščejo svojo pot, oziroma ni več tisto, kot je bilo par generacij nazaj, ko je bilo pač tisto preživetje prvo, ampak danes je v bistvu pomembno, da imajo smisel, da čutijo poslanstvo.
ampak bi rekla, da smo preveč ali obremenjeni s tem, oziroma da poslanstvo najdeš, da pride do tebe, ali ga moraš iskati. Kako razmišljaš v tej smeri? Dobra opazka, da smo zelo obremenjeni s tem, da ga potrebujemo. Morda mladi še bolj, zato ker je toliko več govora, v tem časih ni bilo. Morda so oni tudi preveč obremenjeni, da ga najdejo že v 20 svojih, ni potrebe, a ne, ker verjamem, da od 20. do 30. leta, recimo to desetletje, je pravilno, da veliko ustvarjaš, da iščeš ali pa da si na različnih delovnih pozicijah, da vidiš, kaj ti ustreza, kaj ti ne ustreza. In da preprosto poskušaš to je zanje najpomembnejše, da ne poskušate biti preveč obremenjeni s tem, da ga rabimo, ampak da preveč tudi ne beremo o tem, kakšno poslanstvo imajo drugi. Ker potem avtomatsko morda zavzameš zase pozicijo, da moraš imeti, ne vem, jaz imam 2 poslanstvi očitno, da rabiš 2, ali pa da ga potrebuješ v 20, ali pa da ga potrebuješ v poslu, morda ga imaš kje drugje. Tako da zelo veliko razmišljam o tem, ampak kako sem jaz do tega prišla, da nisem razmišljala, da jaz potrebujem poslanstvo ali pa kaj je moje poslanstvo, ampak je bilo v resnici z druge smeri. Mene so jezera v resnici dejansko poklicala. Tukaj jaz lahko rečem, da sploh nimam izbire, jaz brez tega sploh ne morem delovati v življenju normalno, jaz jih potrebujem. Zdaj očitno so moje poslanstvo, ni bilo tako, da jaz pa rabim poslanstvo, dajmo se nečesa lotiti. Tako da lahko o teh stvarih iz zelo različnih zornih kotov razmišljava, ampak prosim, ne bodite tako obremenjeni s tem, no. Zelo ta, kako se reče lepo slovensko, peer pressure, to je za mlade izjemno grozljivo, tako veliko težo imajo, si jaz predstavljam, na to temo. Moj kolega ima pa že 3 leta startup, jaz pa še kar ne vem čisto točno, česa se lotiti. Prvič, ni potrebe, da ste podjetnik takoj, jaz sem postala ta prava podjetnica v sredini 30, ne rabiš prej. Jaz sem bila prej na delovnih mestih, ker je tako v resnici veliko ceneje se učiti, ne. Tako da, predvsem je to, kaj tebi v resnici paše, tako da jaz verjamem, da je ena izmed najpomembnejših veščin našega časa je razvijanje intuicije. Dajmo se tega lotiti in iz tega potem vse drugo lahko nastane. Ali boš podjetnik ali ne boš, a ne, spet, jaz nisem imela nikoli na radarju, da bom, nikoli nisem sanjarila o tem. Pri nas doma, jaz sem čisto iz preproste družine, kjer so bili vsi v neki javni upravi zaposleni, edino moj ati je bil podjetnik, ampak na koncu precej neuspešen v resnici. Tako da nimam niti te vzgoje podjetniške, ampak sem nekako samorastnik in veliko sem pa spremljala ljudi, tako da družbeni mediji so zame v tem pomenu bili zelo, zelo koristni. Tako da kar težko nalogo imajo v resnici najti sami sebe v tem svetu. Intuicija. Jo izgubljamo s tem pritiskom, ko v bistvu si bombardiran z vseh strani z milijon informacijami. Intuicijo ponavadi razviješ skozi lastne izkušnje, skozi občutke. Ti si rekla, da ob jezerih si drugačna oziroma zaživiš, da neko drugo energijo začutiš. Mislim, veš kaj, ob jezerih sem predvsem, ne vseh, no, moram reči, da kakšna mi dajo veliko več kot druga, ampak zelo mirnejša sem, no. Tako da se, ne bom rekla, misli ustavijo, ker se ne, ampak nekako, veste, tisto, ko imamo kaos v glavi, pa tisto šumenje misli, ki ne nehajo teči, ne, ves čas imamo nekaj v mislih, ampak ob jezerih sem pa tako kar nekako se umirim. In to je, se še učim tega, da v resnici res zaznavam telo, ker sem veliko preveč v glavi, kakor verjetno marsikdo, a ne. Ampak da se poskušam zaznavati s telesom, kako se zdaj počutim, kaj telo občuti tukaj. Tako da sploh zdaj imam svežo izkušnjo iz tega mojega najljubšega jezerca, za katerega nikomur ne povem, kje je. To danes ne boš izdala. Ne bom izdala. Samo eno koordinato. Niti približno.
Še moj partner ne ve, tako sem zaščitniška do tega jezera. Ampak ja, bila sem med prazniki tam in je. Mislim, ne znam vam povedati drugače, kot to, da jaz spadam čisto v neko drugo dimenzijo zavesti tam. No. Ampak sem tam, to se mi dogaja samo tam. Tako da intuicija, ja, ne vem, kako jo v resnici razvijati, ker je to meni zelo naravno. Ampak primer vam dam, ki je lahko zelo dober za vajo. Od nekdaj primer, če kam grem v tujino, pa če gremo na kavo. Od vedno sem bila takšna, da moram začutiti, kam grem na kavo. In to mislim, da je intuicija. In ne znam povedati racionalno, kako, nimam dejavnikov, da rečem, aha, zdaj pa ta ima pa lokal lepše mizice. Mogoče je to tudi tako, ampak na neki vizualni ravni. Ampak tako, poskušate, ne, take čist preproste vsakdanje stvari, ne izbirati racionalno, ampak poskušate zaznavati, kam vas telo vodi. Tako se nekako naučiš, a ne? In to je tudi tako, izbira podjetništva je bila popolna intuicija, brez načrta poslovnega. Še danes funkcioniram brez ciljev, brez načrta. Jaz samo nekako funkcioniram iz Nimaš sebe. 5-letnega plana, Ma kaki, nimam niti 5-tedenskega plana, ne. kvartale. Ne, ker ne znam tako funkcionirati v resnici, ni mi to naravno in ne želim. Tako da ja, so neki taki preprosti načini, kako razvijati to. In ja, ne preveč, ja, berite, a ne, tako kot sem jaz veliko, visim seveda na družbenih medijih, a ne, ampak poskušam izbirati vsebine, ki so zame dobre, ne rata zmeraj. Ampak res, ena izmed mojih ključnih namigov danes naj bo, da poskušamo zaznavati telo, pa poskušati, kaj nam res paše, ker to se bo slišalo zelo spiritualno morda, no? Ampak vse odgovore imamo v sebi, ja, ampak zelo veliko potrebujemo informacij tudi od zunaj, da potem zmeljemo to v sebi. Tako da to res zelo vam bo pomagalo, pa ne samo za posel, ampak tudi za, ne vem, izbiro prijateljev ali pa za izbiro projektov ali pa za izbiro hobijev, na vse zadnje, športov, a ne, karkoli, tako da to res in je veliko boljše tudi in veliko bolj zdravo živeti po svoje. Tako je. Jaz rekla spiritualnost, je danes to dostikrat pobeg od tega sveta, ker še enkrat, ne, bombardirani smo z ogromno informacijami in potem ogromno ljudi išče tisti notranji mir. Evo, ti si ga našla v naravi, ob jezerih, eni ga najdejo v meditaciji. Kje je meja v bistvu, da zdržiš vse to? Ne, ker tudi višje si, boljše ti gre, več pritiska imaš, več zunanjih dejavnikov in na nek način moraš to zbalansirati. Težko reči, da sem našla mir, ja, ob jezerih, ampak ideja je, da najdemo mir v našem vsakdanu, a ne. Da ne rabimo iti na jezero, da najdemo mir, a ne. Tako da to še delam na tem, a ne, seveda. Ampak zdaj sem malo izgubila misel, kaj sem želela iz tega nadaljevati. Kje najdeš balans v smislu, daj mi ponovi vprašanje, prosim. Sem se tako, to jezero. Sem pozabila. Ne, ja, kje je ta balans med Med tem, da iščeš. ali je ta notranji mir, a ne, to so vse neki termini, ki se jih uporablja kot Ja, zelo take učene izraze. Danes spiritualnost, a ne. 8 ur delam, potem se odklopim, da najdem svoj notranji mir. Ali pa Ja, v bistvu pa življenje ni, a ne, ja, premica, tako, ja. je valovito. Morda so nam te vse vsebine dale preveč pritiska na to, da moramo najti notranji mir, da moramo najti svoje poslanstvo, da moramo najti ravnovesje, da moramo najti, a ne, da moramo res delovati by the book. Tega ni. Jaz mislim, veliko delam na sebi, ogromno berem tudi spiritualnih stvari, morda, ampak take zelo prizemljene spiritualnosti. Ampak roko na srce je še vedno velik del leta, ne velik, ali pa določen del leta preživim v tesnobi, tako da, a ne, ker svet se spreminja, trg se spreminja in nič ni varno dandanes, a ne. Tako da ne verjamem v to, da je tako. Ne verjamem v to, da lahko nekdo najde tisti 100-odstoten mir, ki ga lahko uporabi vsak dan. Preprosto težko verjamem v to, a ne. Lahko smo en dan zelo, jaz tudi vidim pri sebi, kakšen dan sem na vrhu sveta,
vse znam, ampak po drugi strani sem pa tisti dan do 3 zjutraj pokonci in delam. A ne. Zdaj, a je to za nekoga mir, a je to za nekoga nemir, a ne. Tudi to je zelo tako, ni za vsakogar, mir ne pomeni za vsakogar isto, a ne. Mir tudi zame pomeni, ja, da lahko delujem na računalniku do ne vem kdaj zjutraj, pa da raziskujem, pa da delam, pa da razmišljam o LinkedInu, pa delam, kako bom zdaj, ne vem, ali pa gledala storitve, ali pa sebe, ali pa svoje znanje, a ne. To je lahko za nekoga pomeni nemir, za nekoga pa kontra. Tako da, a veš, Darko, nimamo enoznačnega odgovora, kako živeti, da bomo živeli v miru. In tudi verjamem v to, da ne potrebujemo. Morda bom čez 10 let govorila drugače, verjetno, da bom, ali pa čez 20 let. Ampak danes mi je dovolj že, da jaz lahko zase rečem, da večino časa svojega življenja delujem v redu, ne nujno totalno mirno, ker ne, a ne. Rada zase rečem, da imam podjetniški sindrom, ker ga imam pogostokrat, kar pomeni, da sem nemirna, da sem živčna, da jokam, da me je strah, da ne vem, kako naprej. To ne pomeni mir, ampak sem pa tako en teden, pa pridem k sebi, a ne. Kar lahko zase rečem, da delujem okej. Tako da nevarno je preveč brati v resnici te informacije in imeti pritisk, da je treba vse poznati, vse vedeti, dokler pravijo tisto, vem, da nič ne vem, več ko bereš, več vidiš, česar vsega ne veš, a ne. Bilo eno moje vprašanje, ti si pač tudi coachinja, ne, oziroma za LinkedIn. Coachinja nisem. Ne coachinja, strokovnjakinja, kako se to reče. Ja, zelo. Ti daješ nasvete, ne, kako izboljšati svoj performance. In meni se ful zanimivo zdelo, ko se takrat na eni konferenci v LinkedInu srečala, ko je bilo en kup nasvetov, kako moraš ti na LinkedInu delati, da si viden, da pojavnost povečuješ, mrežo širiš. In si na koncu prišla do mene pa si rekla, Darko, ti tega ne rabiš, ti že v redu delaš, pa ne delam čisto po tem konceptu. A ne? Ja. In ogromen teh izpostavljenih oseb daje svoj prav kot edino resnico, se pravi po teh 3-5 točkah dela in boš uspel. In to imam jaz isto, recimo, ne bom rekel, da težavo, ampak ko govoriš nekaj, kako da greš lažje čez neke težave v življenju. Ne moreš reči, da obstaja samo en scenarij, ne? Ker je vsak človek drugačen. Ja. To si ful dobro rekel, se spomnim tega trenutka, ko sem ti to rekla. A veš, Darko, eno je, kako deluje kako je treba na LinkedInu delati by the book. Tudi jaz ne delam čisto vsega by the book. Pač enostavno, ali mi zmanjka časa, ali energije. Pogostokrat me zmanjka bolj energije, kakor časa. Čas si že vzamem. Ampak vse te načine ali pa metode, kako delovati na LinkedInu, je treba res nekako zase rečem pomanjčiti. Kar pomeni nekako preko svojih filtrov dodati, a ne, in najti neko svojo pot, a ne. Ti imaš verjetno čisto drugačen način pisanja kakor jaz, ampak a veš, eno je, tudi to moram poudariti. Veliko tudi tujih trenerjev govori o tem, kako moraš, pa toliko objav, pa vsak dan objaviti, pa vsak dan toliko in toliko komentarjev. Večini ljudi, večini uporabnikov LinkedIna ni namen, da bodo LinkedIn influencerji. Oni samo želijo uporabiti LinkedIn. To je strašanska razlika. A ne? Moje stranke, nihče izmed mojih strank, ali pa zelo, zelo redki, njim ni v interesu, da bodo pa zdaj vidni na LinkedInu vsak dan, pa da jih bodo vsi poznali, pa tako ne. Njim je interesu, da znajo ga toliko uporabiti, da dobijo svoje stranke. To pa ne nujno pomeni, da si ti ogromen influencer. In to je res razlika. Ne? Tako da jaz tudi rečem strankam, poglejte. Eno je by the book. Tako je, kakor bi vi v resnici ne morali, to je premočna beseda, ampak bi bilo fajn, da delate na tak način. Ampak vam že danes povem, v istem hipu, da po vsej verjetnosti ne boste tega delali. Leta in leta. A ne? In jaz rada dam to, ne bom rekla potuho, ampak preprosto realno besedo, da ne pričakujem od njih. In jim zelo velikokrat nekako pade kamen srca, ali pa nek kamen s pleč, ker zdaj pa ne morem biti tako viden kot ti, ni potrebe. A ne? Tako da, zelo veliko nas je, ki o tem pišejo pri nas in tujini, in imamo tudi tukaj vsak nekako svoje poglede na to in je tudi prav. Ne?
jaz vedno strankam, lej, naredi to, ampak konsistentnost je najpomembnejša tukaj. A ne? Tudi jaz nikoli nisem po tega živim. Nikoli nisem objavljala 5-krat na teden. Enostavno ne gre. Ker če želim zraven biti še, ko so komentarji, kdaj bom pa delavnice izvajala, da bom pa strankami. Tako, za moj način dela, bom tako rekla, spet ni edini, a ne, da se navežem na te, ni edini, to je moj način in meni to pije vodo. Meni to funkcionira in na tak način tudi učim, ker ne znam učiti na drug način, ker tistega ne poznam. A ne. Tako da ja, eno so neki načini in potem moramo čez neke svoje filtre pa videti, koliko časa v resnici lahko temu določena oseba nameni. Ampak je pa konsistentnost, tukaj pa ne popuščam, a ne, tukaj pa morate, zdaj parkrat na mesec pa morate se pojaviti, a ne, komentirati morate, a ne. Danes, a ne, tako da par let nazaj ni bilo to tako izrazito pomembno. Tako da ja, spet prideva na tisto, a ne, je treba internet, spet družbena omrežja in vse to je treba uporabiti za pridobivanje informacij, ampak potem pa skozi svoj življenjski stil nenazadnje, a ne, prefiltrirati to, kaj lahko od tega dejansko delam vsak teden. To je ful pomembno, no. Smo mi zmožni biti stalno pod nekim občutkom oziroma v nekem občutku, da ne delaš dovolj, a ne, ker vedno imaš nekoga, ki je malo boljši. Isto v športu, a ne, ko ti prideš na nek nivo, vedno je nekdo, ki je majčkeno pred teboj, pa prideš na pa spet, a ne. Isto pa na socialnih omrežjih ali pa v življenju, posebej zdaj, ki je toliko informacij dostopnih, a ne. In ta by the book ti vedno daje občutek nekega manj vrednosti. Se pravi, jaz ne delam dovolj, a ne, jaz nisem zadosten. A mi kot generacija, ki mogoče že mlade lahko nekaj učimo ali pa jim dajemo, jim lahko pomagamo to razumeti. Ta odgovornost, ki jo ima, a ne, ker danes se v mladih govori, da so ne vem kakšna generacija, a ne, da so leni, da niso ambiciozni, ampak a jim mi lahko damo tisto, da jim pokažemo pot in skozi to, da so dovolj, a ne, pa ne ta permisivni dovolj, ampak da ne rabijo se stalno primerjati z drugimi. Ali mi vemo, da smo dovolj? Iskreno, jaz nisem še prišla do levela, ko bi lahko rekla zase, da sem povsem odstranila to primerjanje iz svojega življenja. Iskreno povem, a ne. Pa se ne štejem med mlade, a ne. Tako da jaz bi mladim rekla tako. Verjetno tudi to ena izmed veščin, ki se jo učimo celo življenje, da je vedno treba postaviti neko distanco do teh vsebin, ki jih vidimo na družbenih omrežjih. Vemo, da je to vse zelo kurirano, tudi moje vsebine so kurirane. Jaz večinoma govorim o uspehih, večinoma ne govorim o tem, kako sem anksiozna zelo velikokrat, a ne. Ker v resnici, ne da to skrivam, ker ne, ampak morda ne želim tega večinoma komunicirati, a ne, ampak je pa to v mojem življenju. Je pa treba se učiti s tem nekako upravljati, a ne, pa morda res si pogledati v ogledalo pa reči, a res potrebujem toliko ur scrollanja po družbenih omrežjih na dan, oziroma če že, kakšne vsebine izbiramo, a ne. Tako da ja, tukaj prideva spet do te samoodgovornosti, da rečemo, okej, a je treba toliko vplivnežev spremljati, ki imajo sicer zabavne vsebine ali pa fajn vsebine, ampak nam ne delajo dobro za našo dušo, a potrebujemo to, v resnici ne, a ne. Da družbena omrežja prvenstveno uporabljamo zato, da spremljamo ljudi, skozi katere se učimo, ali kako biti podjetnik, ali kako biti na družbenih omrežjih. Tako da, ja, še ena izmed takih stvari, ki jaz mislim, da je vedno to bilo, vedno smo se primerjali od nekdaj, ampak včasih smo se primerjali morda s sosednjim krajem, zdaj se pa primerjamo s celim svetom, a ne, kar je toliko večja količina tega in toliko globlje je to in toliko težje je to v resnici prenašati, a ne. Ja, ponovno neko distanco do družbenih omrežij je treba vzpostaviti, morda se med sabo pogovarjajte, a ne, ne se z umetno inteligenco pogovarjati o teh stvareh, ker ne vem, če bo to tako dobro rešilo, kakor te lahko neki prijatelj.
pogovarjate se o teh stvarih med sabo, a ne, brez telefonov v roki, iskreno povedati, mene pa to teži, a ne. In pa ja, vedeti, da tudi odrasli se s tem, ne tako več mladi, se tudi s tem še ukvarjamo. Ampak ja, a veš, nimam rešitve, razen tega, da postavijo neko distanco in da v resnici, ja, mogoče večkrat v naravo, a ne, manjkrat na telefon, tega se moramo vsi priučiti, ker vidimo, da, glej, ne verjamem, da obstaja rešitev, da si ti 8 ur na dan v družbenih omrežjih in da se hkrati učiš te distance. Pač to ne gre skupaj, no. Si rekla, da rečeš nekomu, a ne, da te nekaj teži, da se odpreš. V bistvu zato je potreben tak varen prostor. Se pravi, da veš, da boš slišan, da ne boš kritiziran. Zdaj, če spet se navežemo na mlade, a ne, če pokažejo svojo ranljivost, se jim to hitro, ko so po slovensko, vrne kot bumerang, a ne. Starši si dostikrat ne vzamejo časa za otroke, se pravi, da Ja. ne vem, otrok joka, tole me boli, da ti bo, to sam jamraš, a ne. Kje je v bistvu, še enkrat, ta meja med tisto striktnostjo, da nekoga res naučiš, da zna preživeti, a se preveč v mladih tako, bolj me zanima ta koncept, kako v bistvu pomagati ljudem, a ne, da zrastejo skozi, da se drznejo, da si upajo, a ne. Tudi danes se ogromno govori na socialnih omrežjih, zdaj zelo a ne, da si ranljiv. Se pravi, ne vem, da boš objavil, da jokaš ali pa karkoli, a ne. Whatever. Ampak da tista realna ranljivost, a ne, da si pred nekom lahko res ranljiv, da imaš, ker ne moreš biti pred celim svetom, težko, ampak da si ranljiv pred najboljšim prijateljem ali pa partnerjem. Pa tudi zakaj bi bil pred celim svetom? Ni potrebe, a ne. Ne rabimo ranljivosti, ja, je to tudi zelo v trendu, a ne, da zdaj jokamo v telefon pa to objavimo. Ne vem, a potrebujemo to? In zato, ko praviš varen svet, družbena omrežja privzeto ni varen svet. Tam privzeto te ne bodo vsi hvalili, ker zajokaš gor, a ne. Zato je toliko bolj pomembno izbrati morda eno osebo, ne rabimo, a ne, 1000 prijateljev, tako kakor imamo, kakor češ na Facebooku, a ne. Ampak eno osebo izbrati, ki lahko preprosto povemo, če pač to ne morejo biti starši, a ne. Ne vem, o koliko mladih govoriš, ali je to 12 ali je to 22, a ne, lahko velika razlika. Ampak toliko se pogovarjamo o tehnologiji, o umetni inteligenci, o družbenih omrežjih, a veš, ampak za te fundamentalne stvari v življenju pa tehnologija ni prva izbira, kamor se zatečemo, a ne. Ne sme biti. Mora biti človek. Lahko je samo eden. Če mami nima časa, okej, njo tudi razumemo po svoje, a ne. Ampak naj bo to prijatelj. Če nimate enega takega prijatelja, je to prvi življenjski cilj, ki ga imate tisti moment. Zakaj nimam enega prijatelja, ki mu lahko rečem, glej, težko mi je, primerjam se ves čas, jokam doma, a ne. To ne sme biti GPT, a ne. Ne moremo tako graditi odnosov do drugih, odnosa do samega sebe, ne smemo graditi na tak način, da se za vsako reč zatečemo k tehnologiji, ker ni okej, no, jaz sem še stara šola, kar se tega tiče, po tehnologiji živim, ampak poskušam tudi jaz, sem bila včasih veliko več tudi recimo na storijih, a ne, zdaj sem kar neko distanco, ne namenoma, ampak preprosto ne paše mi več toliko, a ne, in mi je okej, a ne, ne rabim vsak dan nekaj objaviti, ne rabijo ljudje vsak dan biti z mano v stiku, ni potrebe in tudi v resnici jaz tega ne potrebujem, a ne. Se je treba zelo iskreno vprašati, zakaj pa potrebujemo to, da nas vsi vidijo. Ja, jaz rabim to na LinkedInu zaradi biznisa, a ne, to je drugo. Ampak moramo se vprašati, kaj nam to daje, da smo ves čas gor, no. Tako da to so v resnici zelo kompleksna vprašanja, na katera morda sploh, kar se tiče mladih, ker ne delam veliko z njimi, no. Mislim, delam sploh ne z njimi, občasno jim predavam kaj v LinkedInu, tako da težko rečem, kako fajn metodo tukaj, ampak ja, glej, na kratko, tehnologija v kakršnikoli obliki ne sme biti prva izbira, ko govoriva o tem, da rešujemo ranljivost ali pa da kažemo ranljivost. Ne sme biti, to mora oseba biti, a ne. A te bo umetna inteligenca objela, znanstveno dokazano, kako potrebujemo dotik,
Tega ne moremo dobiti s tehnologijo, a ne. Tam lahko dobimo kvečjemu kakšno klofuto v obliki komentarja, ne, tega ne rabimo, ne, v življenju. Ja, ni celo en podatek, da več kot 50% teh informacij, ki jih obdela umetna inteligenca oziroma ChatGPT, da je povezanih z odnosi kot navidezni virtualni prijatelj. Možno. Ne poznam tega dejstva, ampak ja, kar kaže meni zelo žalostno statistiko, kam smo prišli kot kaj razumemo kot prijateljstvo, no. Saj v tujini se že poročajo baje z umetno inteligenco pa tako naprej, no. Je možen? Ja, meni je to res, izrazito nenavadno, no. Ja, seveda, ne, ta pravi partner ti gre kdaj ti stopi na živce, ne, ampak, moramo razviti rezilientnost za grajenje odnosa z drugimi ljudmi, a ne. In to v današnjem času se večinoma govori o veščinah, ja, pa moraš promptati znati, pa moraš ne vem koliko različnih orodij umetne inteligence znati. Ja, moraš, ampak dajmo se pogovarjati tudi o drugi strani, ki je povsem človeška, povsem izven tega, no. Tako da mora biti oboje. Ne smemo zdaj izbirati, ja, ne smemo nič umetne inteligence. Tudi jaz jo uporabljam vsak dan, a ne. Ampak hkrati ni samo to, no, tako. Prej, ko sva se pogovarjala, si omenjala Gaborja Mateja. Jaz iskreno ga ne poznam, poznam ga po imenu, ampak ti si zelo navdušena, več objav si imela izjemno navdušenih nad njim. Pa mogoče, če malo več poveš, kaj pri njemu oziroma njegovi filozofiji, znanju, ki ga ima, te najbolj pritegnilo, kaj lahko si v bistvu potegnila za svoje življenje. Ja, imam par takšnih avtorjev v življenju, nad katerimi sem izrazito navdušena, in se včasih vprašam, zakaj toliko potrebujem takšne ljudi, ampak ja, v določenem obdobju ti pride kakšen tak avtor, kakor je meni Gabor, v življenje in si vzamem res veliko časa, da raziskujem njegova dela. On predvsem me je navdušil, z razlago o tem, kaj travma povzroči človeku. Ampak ne na negativen način. Na zelo pozitiven način. Jaz imam zelo rada debate o travmi, ker jih imam v resnici tudi sama kar nekaj, a ne. In kot samotarski človek, od majhnega sem tako narejena, zelo veliko razmišljam o tem in mi je on zelo veliko razložil stvari. Bom dala par primerov. Eden izmed takih, kaj on zelo veliko zelo močno poudarja, je to, on temu reče compassionate inquiry. On uči to metodo, ki pomeni po slovensko sočutno povpraševanje oziroma lahko rečeva radovednost, morda meni bližje ta beseda. Torej, da ti do sebe nisi tak: zakaj sem spet to naredila?" Ampak da se vprašaš: kako pa to, da sem spet tako reagirala, ke mi je moj partner to rekel?" Da nismo do sebe, da se ne bičamo, ker če poznamo malo, kako se možgani razvijajo, ne moremo biti drugačni, če se s tem ne ukvarjamo in jih reprogramiramo. Da smo res radovedni do sebe. Okej, kaj je rekel, zakaj sem tako reagirala? Kaj v meni še vedno, kakšni programi, kakšna zgodba se v meni še vedno gradi, da jaz reagiram na tak način? To je eno vprašanje, ki si ga lahko postavimo. In lahko, a ne, povsem obrnemo ploščo. Ne, da smo, zakaj to? Ne. Kako pa to, da sem spet to reagirala? On zelo uči to mehkobo, ki jo moramo do sebe vzgojiti, a ne. Drugo vprašanje je, ki lahko tudi za morda marsikaterega poslušalca zelo koristno je, vprašajmo se vsak teden, čemu ali pa komu nisem rekla ne, pa bi želela. In da razmišljamo spet, kako pa to, da nisem rekla ne? Kaj bi v meni povzročilo, če bi temu človeku za to uslugo, na primer, za katero nas je prosil, če bi rekla ne? Kaj bi to povzročilo? Zelo me je naučil tudi o triggerjih. Da se učim prepoznavati pri sebi, primer, mi ti nekaj rečeš, a ne, jaz morda zmrznem ali pa reagiram zelo jezno, avtomatsko nazaj, da poskušamo
vzpostaviti nekaj trenutkov, preden reagiraš in se vprašaš, kako bi jaz reagirala samodejno, zakaj in kako v resnici lahko reagiram drugače. Tudi, toliko stvari mi je on dal, predvsem pa, če ga poslušate, on je tako prijeten meni za poslušati. Res, tako meditacija mi je, ko ga poslušam. Za brati je precej zahteven, ampak za poslušati je pa res. In on je tako artikulirana oseba, najbolj, kar jaz poznam. Ko bom velika, bom tako artikulirana kot Gabor. In pa ja, tudi barvo glasu mi ima zelo meditativno zame, no. Tako da, a veš, predvsem on zelo tako sočutno razlaga o teh stvareh. In to res priporočam. Je fajn, da se naučimo do sebe biti mehki, ja, ne popustljivi, ampak mehki, a ne. Okej, to razumem, zakaj tako reagiram, kaj lahko zdaj na osnovi tega naredim. Tako da on mi je, kar se travme tiče, razumevanja tega, največ dal, no, morda. Si rekla travme, mi zdi, da danes velikokrat uporabljajo kot en izgovor za naše vedenjske vzorce, a ne. Sigurno. Recimo, ne moreš iti v razmerje, kriviš ali drugi spol, pa svojo travmo, da te noben ne razume. To sprejemanje samega sebe, se pravi ta toplina, ki si rekla, sočutje do samega sebe, in ko to spustiš, če sem prav razumel, no, lahko pa druge ljudi spustiš k sebi. Ja, to je pa pol par naslednjih korakov, da ti ljudi do sebe spustiš, a ne. Ampak ja, ne to popustljivost res, ampak ne sme biti izgovor, to vsekakor. In je, a ne, se tudi zelo izrablja beseda, kakor vse druge v resnici v današnjem svetu, no. A ne, ni zdaj travma glih vsaka reč, a ne, če gledaš grozljivko, pa imaš more, to ni travma, a ne. Jaz jih ne gledam, ker jih ne morem, a ne. Tako da ja, to je tako večplastno, kako sploh oblikovati odgovor. Ampak ne sme biti to izgovor, ampak je pa prvi korak k razumevanju sebe. In jaz sem veliko o tem razmišljala tudi v mojih odnosih do intimnih odnosih, a ne. Sem zelo pogruntala, kako me travma tukaj v resnici omejuje, a ne. Ali pa vkoluplja v neko škatlo, iz katere sem zelo težko prišla ven. Ne sme biti izgovor, ampak mora biti kot samorefleksija spet. Aha, zakaj sem jaz do njega takšna? Ali pa do prijateljev, ali pa ne, recimo, da v intimnih odnosih, to tudi Gabor imate prav, največ se je naučil v svojem zakonu, a ne, ne iz knjig, ne iz terapij, ampak v odnosu do žene, a ne. To je izjemno dobra vaja, ne, da izkoriščate zdaj partnerja v to smer, ampak da preprosto vase pogledate skozi odnos do partnerja, ne. Ne sme biti izgovor, ampak aha, okej, to mi je rekel ali pa je to naredil, to me trigira, zakaj? Povedati partnerju, glej, to me trigira, ali lahko narediva to kako drugače? Ali pa oprosti, ker sem tako reagirala, ali lahko, glej, to je zato, pa zato, pa zato, vsaj mislim, kakor razmišljam o sebi, ali lahko ti ravnaš kako drugače. Morava vedeti, da imajo oni tudi svoje travme in da na nas reagirajo iz svojih vzorcev, a ne. Gabor pravi, da se vedno najdeta dva človeka, ki ima enako raven travme. In potem se, ne, to je tudi seveda iz tega izhaja, iz vzorcev naših, da najdemo takega partnerja. Tako da, glej, ke vsaka stvar, ne sme biti to izgovor, ampak mora biti kot neki peskovnik za učenje. Meni njegove knjige in še nebroj različnih videov na to temo zelo pomagajo, da sebe razumem, in potem pa je odgovornost. Aha, kako sem jaz lahko zdaj boljša partnerka? Ne, kako je lahko moj partner boljši do mene. Ni to ideja, a ne. Ideja je, kako sem jaz lahko boljša, a ne, do njega. In če vsak to naredi, vsak zase, a ne, sta potem kot par lahko močnejša, no. Tako da ne kazati s prstom na drugega, ker ni moj kriv, če jaz tako reagiram, je v meni trigger, a ne. Gabor zelo dobro tudi to pojasni, a ne. Če si predstavljava pištolo, saj tako malo smotan primer, ampak res dobro pojasni, a ne. Trigger je eden izmed najmanjših elementov tega orožja, a ne. Ampak da trigger mora biti, torej municija mora biti v nas, da smo mi trigirani. Ni on kriv, ni naš partner kriv, ampak v nas je municija, da se potem to zgodi, a ne. Tako da jaz ga res že dolgo spremljam in
to lahko zelo pomaga. No, zato pa so dobri, internet je najboljša stvar zame na svetu, res, zato ker lahko dostopam do takih informacij, ki so zame življenjskega pomena v resnici, ki lahko zelo pomagajo. Tako da družbena omrežja so super, samo morate najti prave informacije. Tako da travma ne sme biti izgovor, ampak mora biti kot razlog, ki ga razumemo, zakaj tako ravnamo, potem je pa ta težji korak, kako zdaj to spremeniti, ker se da. Možgani so nevroplastični, kar pomeni, da jih lahko razvijamo do konca življenja. Vzorce se da spremeniti, samo pač malo traja. Delati na tem. Ja, veliko dela je, ja, seveda, ampak v partnerstvu je to najlažje, ker vidiš, Sem tudi že brala, ja, pa tudi pravijo terapevti globalni, ne moreš tako, kot pravijo, ja, najprej bom naredil veliko dela sam na sebi, potem bom pa našel partnerja. Težko, V partnerstvu se največ naučiš. Se učiš Ja, skozi. ja. Ne moreš brati svoj na kavču, pa zdaj bom pa spustil heart wall, pravimo temu, zid, ki ga postaviš v srcu, ne gre to tako. To je v bistvu slovenski pregovor, dobro to povzame, vaja dela mojstra. Če mojster dela vajo, Ja, ja, oziroma tako gre, ja. pol šele lahko mojster postaneš. Ja, ampak a veš, to je celo življenje, to ni do 30 ali pa do 40, to vse pogruntaš, pol pa deluješ optimalno. Gabor Mate je star 81 let. On še vedno trigira. On se še vedno uči. On je začel delati na sebi, ne vem, konec 40-ih se mi zdi. Ne pri 20-ih, Ja, to je dobro, da je možnost, da v bistvu te informacije dobiš, pa orodja. A je še kakšen tak avtor, ki ti je zelo blizu, pa to, kar si zdaj govorila, me zelo spominja na eno drugo, ko sem bil tudi jaz na enem seminarju, ko se to reče, v Londonu, pa je zelo podobno, samo z drugačnimi besedami. Predvsem ta popolna odgovornost do samega sebe, do komunikacije oziroma da skomuniciraš, kaj te strigira, blind spots, pa rackets. Rackets je v bistvu tisto, ko si rekla, da vedno, recimo, če jaz kozarec takole premaknem, pa tebe to živcira, in kaj ga povzroči, kaj je ta trigger za ta racket. In pol, ko to skomuniciraš, ko začneš opazovati svoje telo, svoj odziv, tole me pa spominja mogoče, zdaj dal bizaren primer na mamo, ki me je zmeraj kregala, ki sem narobe kozarec postavil. Iz takrat to izhaja. Ja. In pol šele lahko začneš delati na tem. Ampak ja, je ti še kakšen tak avtor res blizu, da ti mogoče že kaj takega življenjskega dal? Ja, še eden, ki je pa moj prvi, Gabor je drugi. Aha. Prvi je pa Greg Braden. To sem tudi parkrat objavila na družbenih mrežjih. Imela sem 2 leti, po mojem, obdobje, ko sem ga konzumirala konstantno. Zdaj sem postala malo distanco, ker to ni čisto zdravo. Tudi nekaj sem razmišljala, zakaj ga tako rabim. Verjetno poznate Joeja Dispenzo. On je veliko bolj komercialen kot Braden, pa dr. Bruce Lipton. Oni trije so v preteklosti zelo veliko skupaj delovali, zdaj so morda šli malo, sploh Dispenza se mi zdi, da malo distanciral, pa dela po svoje te retrite pa to. Ampak Greg Braden, on ima zelo zanimivo kariero, on je po izobrazbi geolog, delal je v computingu, kot computer science, razlaga zelo veliko tudi o klimatskih spremembah, on ima zelo, zelo širok nabor tematik, predvsem se pa sprašuje, kdo smo mi, kar je v resnici tako največje vprašanje, ki se ga lahko človek postavi, ampak on je meni največ dal zavedanja, kaj pomeni biti v resnici človek, Spet, on zelo povezuje, to mi je on največ dal, na način, ki sem ga jaz res lahko osvojila ali pa sprejela, način, kako je povezal spiritualnost in znanost. Ker če govoriš meni samo o spiritualnosti, taki, ki je tam nekje v oblakih, gor deluje, ne pade na plodna tla v mojih možganih. On je pa zelo lepo to vedno poveže vse z znanostjo in največ, kar mi je dal, je to, kaj pomeni biti človek. Kaj pomeni divinity, smo ful rada to besedo, divine. In tudi to se zelo povezuje tudi z delom Dispenze, kako mi v resnici tudi z
s svojimi mislimi vplivamo na telo. To je tudi Gabor Mate zelo veliko govori o tem, čeprav je bil družinski zdravnik, ni on nek spiritualna oseba, ampak on razlaga tudi, Gabor, da sta čustven pa imunski sistem en sistem, body mind, da ni to, ko smo se vedno učili, misli so eno, telo je drugo. To je daleč od tega, mi smo en sistem, učili so nas narobe. Tudi Braden mi je dal res to širše zavedanje, kaj pomeni človek, in sem začela zelo drugače razmišljati o sebi kot o vrsti. In sem bila pri njemu tudi, ker sta bila z Liptonom v Riminiju leta 2023, dvodnevni seminar je bil in sem valjda šla. In tam sem doživela z njim nekaj najbolj duhovnega. No. On nas je učil heart-brain coherence, torej koherenco srca in možganov. Kako nas je skozi 2 dni, sploh ta tretjič, ko smo imeli to vajo, vodil skozi dihanje, da smo nagovorili svoje srce. In on nas je tako vodil, da smo, mislim, da je 15 minut trajalo, v dvorani je bilo 1000 ljudi, dal je neke bobne, Darko, to je bilo, to si kar poletel v nebo, no. Tako močno je to bilo. In nas je vodil, da smo potem srce vprašali eno vprašanje in v resnici res odgovori. In to se zdaj sliši res znanstvena fantastika, če niste Bradena nič brali, razumem, ampak v resnici mi je on dal zavedanje, prvič, da to je mehanika telesa. To ni nekaj, tam gor voodoo, ampak to v resnici, kako smo mi ustvarjeni, da lahko res imamo pogovor v resnici sami s sabo, ampak na globlji način, kakor smo ga drugače vajeni. Tudi on mi je res zelo veliko dal ta širšo sliko, kdo smo kot človek, kaj pomeni biti človek. Tako da res tako izjemno sem spremenila pogled na vse v zadnjih 3 do 4 let. No. Ampak, a veš, osnova tega, vzrok je bilo pa jezero, kjer sem jokala. Ker sem začela raziskovati, kaj se je tam zgodilo, zakaj se je to zgodilo, in potem sem jaz začela raziskovati vse povsod po netu, 100 različnih avtorjev, da bi jaz dobila odgovor na to vprašanje. Tako da Braden mi je še posebno ljub, ker ko sem brala njegovo knjigo, sem nekako šla kar googlat, a veš, tisto, ko nekaj bereš, dobiš eno misel, in sem šibala na Google, googlam, to je bilo še pred GPT-jem, googlam in najdem informacijo, da ima voda spomin, kar sem že slišala 15 let nazaj, ni prišlo ni se ustavilo v mojih mislih. No, in potem se je začelo valovi in valovi raziskovanja, no. Tako da, Gregor in Voda ima spomin. Kako? Voda ima spomin. Ja, se to je pa tudi neka tretja, tako da nosi informacije, dajva tako reči, da se ne sliši tako romantično, Saj so tudi že naredili to, da so v kapljico vode dodali ne vem koliko knjižnic informacij, tako da to je spet, sliši se zelo bizarno, ampak v resnici je to mehanika sveta, kvantna fizika, če rečemo tako, Tudi od tega sem prišla skozi jezera, Tako da so me res ponesla v ne vem kakšne svetove. Tako da raziskujem, kaj ima voda v tistem jezeru in voda v meni, ker mi smo molekularno gledano 99% voda. Kako to komunicira med sabo. Tako da, če so bila jezera najprej, obisk jezer je zdaj čisto nekaj drugega, še vedno grem na nova jezera, seveda, ampak ja, jih raziskujem na povsem drugačen način. Tudi Greg in Gabor sta mi dala zelo veliko v zadnjih teh 4 letih in so mi povsem zamenjala pogled na sebe, na vodo, na svet, na kvantno fiziko, na spiritualnost, na znanost, na akademski svet, na vse poglede, v katerih razmišljam jaz, sta mi nekako postavila na glavo na boljše. Wow. Mislim, da bo siguren komu prav to prišlo. Se vrneva še malo mogoče na bolj racionalni del. Spiritualni meni še ne gre. Ne, razumem pa, ker sem tudi sam enkrat šel na eno šamanistično delavnico pogledati, ampak mogoče moj ali pa racio tega ni sposoben še sprejeti. Mi pa veliko teh stvari, ko poslušaš svoje srce, ta intuicija, da so pa že prej govorila, veliko odločitev v življenju, ki jih sprejmeš, ne veš, zakaj jih sploh sprejmeš. Zakaj si za eno osebo, prijatelj ali pa partner, ali pa ne moreš racionalno razložiti. In ni potrebe, Darko.
Jaz sem se ful naučila. A veš, čist vsakdanji primeri, ko sem kupovala stanovanje, sem že skoraj enega kupila in pol kar naenkrat sem jaz dobila idejo, ne, tega ne smem kupiti. Nisem znala razložiti, zakaj, ampak sem vedela, da ne rabim odgovora, ampak potem sem našla eno drugo, ki sem ga potem res dejansko kupila in sigurno se v tem boljše počutim, kot bi se v tistem. Tako da dam ti eno vabo za razmišljanje, ko praviš, da te spiritualnost še nekako ni, a ne. Meni je to greh najbolj dal vreden, da, a veš, spiritualnost ni nujno nekaj, kar je tam v oblakih in sploh ni povezan z nami, a ne. Ampak, ko sem že prej omenila srčno koherenco, to pa, ameriška organizacija HeartMath ful raziskuje, inteligenco srca. Ti dam zelo znanstven odgovor, a ne. V srcu imamo 40 000 nevronov, pozabila sem ime v angleščini, ni važno. Kar pomeni, da ima srce kot organ, ima svoje možgane, ki so kot možganski nevroni, enako izgledajo, kakor da so v možganih, samo da so klenot. Kar pomeni, da ima srce svojo inteligenco in sta ves čas sta v povezavi, a ne. In to je to, ko praviš, sem sprejel odločitve, pa nisem vedel, zakaj. Srce je izbralo, a ne, je sprejelo odločitev, ampak možgani ne znajo razumeti, zato ker je drugačen način razumevanja, pa tudi možgani so polarizing organ, polarizacijo, ne, ke so leva pa desna polobla. Srce nima tega, možgani vedno tako, a to. Srce nikoli ne razmišlja ali, ker direktno ve, a ne. In to ja, nekje sem brala en zelo lep citat, da najdaljšo pot, ki jo človek prehodi v življenju, je ta od možganov do srca. Čeprav je niti ni par decimetrov, a ne. Ampak je res najdlje, da mi znamo res, ne za vsako reč, a ne, v biznisu ne moreš vse iz srca, a ne, tudi jaz ne vsega. Ampak da znamo, da se naučimo prepoznavati, kdaj jaz lahko sprejmem odločitev, brez da vem racionalno odgovor, ker ni potrebe. In to je to, kar meni recimo Braden dal, da znam razumeti, saj mi smo tako mehansko narejeni, srce ima svojo logiko, v resnici svoje zavedanje, svoje možgane, da tako rečem, možgani imajo pa drugo, a ne. In da znamo to uravnavati in izbirati po potrebi, a ne. Dostikrat mora samo možgan narediti svoje, včasih lahko pa srce. In ko si omenil prijatelje, saj ne delujemo tako, ti imaš, ne vem, ti imaš tako kariero, pa toliko imaš drugih prijateljev, bom s tabo prijatelj. Saj ne delujemo na tak način, a ne. Se vrneva še malo k jezerom. Za zaključek, v Sloveniji imamo koliko jezer? Odvisno, kaj sešteješ. Ne, jezer uradno je, po mojem okoli 300 do 400, če govoriva jezera kot vrsto stoječe vode. Uradna številka stoječih voda je med 900 in 1300, neuradna iz naslova Inštituta za vode je, več kot 10 000. Jaz sem tudi doma ta program, ki mi kaže vseh teh 10 000 plus stoječih voda. Jaz sem jih videla pa 1596 do zdaj. Govoriva jezera Kali, Mlake, Bajeri, Ribniki, vse to. Tako da ja, iz par sto sem prišla na skoraj 1600 zdaj že. Ja, to je pa zelo lahko racionalen odgovor. Cilj je pa obiskati vse. Veš kaj, jezera sem v resnici vsa, ne. Obiskati vseh 10 000 ne, ker to je roko na srce, tako Sizifovo delo in mi tudi ni več, ne motivira me tako. Jaz sem začela tako, da sem čim več jezer v enem dnevu, danes vidiš, kaj delam, čisto druge stvari, a ne. V eno jezero pa tam ždim noter 20 minut, a ne, zato ker mi to tako paše, a ne. Nisem več tisti, ne, da bi s kolesom pa vsa jezera pa 100 na vikend, pa da ni, ne. Tako da vseh 10 000 ne bom, zdaj se počasi morda tudi vračam raje k tistim, ki so mi ljuba. Kočevsko itak, ke sem jaz tam doma, Bohinjsko mi je res ljubo, sploh jeseni, ke ni ljudi, poleti sploh ne grem rada. Ampak jeseni, ke ni ljudi, oktober, imam tudi rojstni dan oktobra, grem tam okoli vedno, ke tako lepo in ni ljudi, tam je meni res zen prostor. Tako da zdaj sem začela zelo veliko v hribe hoditi s pogledom na jezera in mi je zelo zanimivo, koliko telo zdaj to rabi moje, a ne. Ne k jezerom zraven, ampak zdaj imam res izrazito motivacijo iti na goro, kjer ima pogled na jezero, ne. In mi je to zelo zanimivo, zakaj zdaj to rabim, a ne, ampak očitno to rabim in temu jaz sledim. Spet nimam odgovora racionalnega, ne. Tako da jezera doživljam na zelo, zelo veliko različnih načinov in mi je to največja radost v življenju. Hvala, ke si delila vse to
z menoj, z nami, Hvala. gledalkami, gledalci. Vse dobro še naprej, da najdeš ti svoj notranji mir, pa čim manj anksioznosti. Joj, hvala enako. Hvala tebi, da te stvari zanimajo. To je zelo nišna reč, tako da hvala za vabilo. Upam, da sva dala nekaj namigov tudi gledalcem in tudi tebi vse dobro, največ miru. Ja, mir na svetu. Ne, Tako, ne mir na svetu, ampak mir v srcu deva. tako že kot misice, ki rečejo, Ja, saj to. da ne Zato bo to- ničnih, pa da bo mir na celem Tako, svetu. To zato si sem pa se tako nasmejala, ja. vsi Ampak- želimo. Mir, tako, jaz ne gledam tako mir na svetu, ampak tako individualno, jaz sem bolj k temu nagnjena, ne? Da vsak pri sebi najde nek mir, no, in v svojem srcu, in v partnerstvu, in v familiji. To, potem pa pride še mir na svetu, ampak najprej v sebi. Super, hvala. Hvala tebi. Vam pa, če vam je bila epizoda všeč, pa seveda vabljeni, da jo delite, komentirate, lajkate in lep dan še naprej. Ljudje me vedno sprašujejo, kako si dosegal svoje cilje. In odgovor je zelo preprost: dovolj znanja in dela. Ne potrebuješ licence, ne potrebuješ milijonov, potrebuješ samo znanje in pogum, da začneš. In kot svetovalec za plemenite kovine si gradiš svoj posel. Ustvarjaš aktivni prihodek, ko svetuješ, pasivni prihodek pa, ko tvoja mreža raste. Jaz sem se iz bazena preusmeril v podjetništvo in ti lahko narediš isto. Vprašanje ni nikoli, ali zmorem, ampak kdaj začnem. Več o ponudbi pa preveri na povezavi spodaj.